Lepo pozdravljeni na predstavitvi umetnosti na Gimnaziji Jesenice. Z vami sva profesorica Urška Odar, ki poučujem glasbo. In Sonja Janša Gazič, jaz pa poučujem likovno umetnost. Likovna umetnost na Gimnaziji Jesenice je razdeljena na 52+18, to je sistem, ki ga ima večina gimnazij, pomeni, da 52 ur naredimo pri pouku, 18 pa izven pouka. Likovna umetnost je v prvem letniku, tretji letnik pa ima športni oddelek, potem imajo pa še dijaki v drugem letniku v okviru predmeta ITS, to je medpredmetno povezovanje z drugimi predmeti. V tretjem letniku izbirajo izbirni predmet likovno snovanje in na voljo jim je tudi krožek za vse dijake šole. Pri likovni umetnosti imamo likovno snovanje in umetnostno zgodovino, ocenjujejo se izdelki, potem pa še snov. Pri izbirnem predmetu se pa prav tako ocenjujejo izdelki, poudarila bi, da dijaki ves material za ustvarjanje dobijo v šoli. Vsako leto naredimo okras za koncerte v gledališču, potem novoletni okras šole. Naredimo tudi stalne razstave v šolskih prostorih, recimo tukaj je mozaik, ki smo ga naredili ob 70-letnici naše gimnazije. Dijaki lahko sodelujejo na številnih likovnih tekmovanjih, natečajih, kjer vsako leto osvojijo precej priznanj in tudi številne nagrade so že prejeli na tem področju, tako na državnih kot tudi mednarodnih tekmovanjih. Vsako leto pripravljamo zdaj že tradicionalne likovne razstave v šolskih prostorih in tudi v likovnem salonu Dolik, kjer na koncu šolskega leta pripravimo pregledno razstavo del dijakov. Poleg tega se pa lahko tudi dijaki fotografi predstavijo s svojimi samostojnimi avtorskimi razstavami v šoli. Gremo na številne oglede likovnih razstav, tako v Ljubljani kot tudi na Jesenicah, in pa organiziramo ekskurzije v povezavi s predmetom italijanščina, smo šli v Toskano. Izdelujemo šolski koledar. Zadnja leta imamo določene teme, letošnja tema so slovenski pregovori, tukaj dijaki zelo radi sodelujejo s svojimi slikami. Pri ITS-u, kjer se likovna umetnost povezuje z drugimi predmeti, pripravljamo različne likovne izdelke, snemamo filme, fotografije, pripravljamo razstave. In pa seveda v okviru likovnega krožka delamo predvsem okras šole in pa izdelke za dobrodelni šolski bazar, ki ga vsako leto pripravimo v decembru. Poleg likovne umetnosti pa vas na gimnaziji čaka tudi eno leto glasbene umetnosti za splošne oddelke v prvem letniku, za športne oddelke pa v drugem letniku. V okviru 52 ur pouka nekako zajamemo vso snov osnovne šole, ki jo še nadgradimo, pojemo in ustvarjamo. Za drugi letnik športnega oddelka pa začnemo z delom že v šoli v naravi, kjer smo zelo ustvarjalni, tudi pojemo ob tabornem ognju. Ostalih 18 ur pa opravimo z obiskom 3 koncertov, eden od njih v Cankarjevem domu, drugi v glasbeni šoli v okolici, večina na Jesenicah, pa tudi v Radovljici in še en koncert po poljubnem izboru. Poleg glasbenega pouka pa na gimnaziji deluje tudi pevski zbor, zaenkrat je to dekliški pevski zbor, ki sodeluje na različnih prireditvah v organizaciji šole in tudi občine. Na taki koncerti so na primer Sprostite dobroto v sebi, srečanje srednješolskih pevskih zborov Gorenjske in drugi. Nam najljubši pa je božična pravljica. To je tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga pripravlja pevski zbor. Na njem sodelujejo tudi ostali dijaki, zdajšnji in bivši, različni solisti, plesalci in gostujoči zbori. V letošnjem letu smo zaradi korone izvedli virtualni božično-novoletni koncert, na katerem so prav tako sodelovali naši dijaki, bivši dijaki in tudi zunanji gostje. Za konec si bomo poslušali še izsek iz božične pravljice, kjer smo združeni zbori
dekliški pevski zbor, nekaj naših profesoric in vokalna skupina Canticum Novum.